Kaj je to animacija? Kako je sestavljen scenarij za različne žanre? Kakšna je razlika med filmsko in gledališko igro? Vse to je okoli 40 osnovnošolskih filmarjev lahko izvedelo z prve roke. Tam sem se naučil o premikanju kamere, kakšna je ostrina in tudi o tematiki igralcev in kako jih postavimo. Marsikdo si želi postati filmska zvezda, to je dosti bolj zapleteno, kot se sliši. Kaj je razlika med filmskim in gledališkim igranjem? To mi je bilo najbolj zanimivo. Filmsko je malo bolj mirno, ni tako divje. Gledališko imaš pa več moraš dati energije iz sebe. Na splošno je fino, da znamo povedati tekst, kakor bi ga povedali v privat življenju, da smo naravni, ampak je pa spet odvisno, kaj film sporoča, na kakšen način in kaj režiser hoče od nas. Še preden se začne snemati film, je treba imeti dober scenarij zanj in v tej veščini so se preizkusili tudi mladi. Je najprej treba zgodbo napisati na papir. Scenarij je zapisano, kakšna je okolica, kje se snema, kaj igralci govorijo. Izjemno pomembno je, da ima scenarij že na papirju opisano čim več in čim bolj v živo, da si v bistvu že s tem, ko beremo na listu, lahko čist v živo predstavljamo, kako bo ta film potekal. Zelo bujno domišljijo pa potrebujejo vsi, ki se ukvarjajo z animacijo. Liki, ki so le narisani, morajo s posebno tehniko tudi oživeti. O tem bi se rad naučil, da lahko bitja premikaš po izmišljenem svetu. 61 filmov, med njimi tudi 53 osnovnošolskih, se bo jutri zvečer potegovalo za zlato, srebrno in bronasto klapo. Člani komisije filme že pridno ocenjujejo, med njimi je tudi naša Neža.